Pozdravljena nazaj na mojem kanalu. Današnji video se splača pogledati do konca, ker bom v tem videu podaril ene nenormalno kulske Star Wars Adidas teniske, ta se splača do konca pogledati. Med tem časom, ko nisem snimal video, sem pa bil na radijski oddaji Mladim, ki poteka na Radio Maribor. Ali da vam povem, to je bilo tako v Ameriki, veš, ko imajo one podcaste, pa to mene je bilo tako hudo svetovno. Zakaj se imenuje Mladim? Zato, ker jo prirejajo mladi ljudje in intervjujajo mlade ljudi, torej naprimer mene. In mene so bili ful veseli, jaz sem bil ful vesel njih. Imeli so ena kulska vprašanja, tu imam tudi par klipov. In smo malo razmišljali in smo rekli Jack in the Box. Nismo se preveč sekirali, kako ime bo, ker nisem vedel, da bom to delal tako redno in da bo to moj hobi postal, ne? Ja. In zdaj si pa nočem imena spremeniti, ker vsi me poznajo kot Jack in the Box oziroma pod Jaka na škatli. Sodeloval si tudi na dobrodelnem maratonu in meni je res izjemno, da 15-letnik se zaveda te dobrodelne note, kako je to pomembno. Zanimivo mi je tudi, da to dajo, pripravljajo eni, ko so hodili naprimer na mojo šolo, srednja šola za oblikovanje Maribor. In smo se tam z enim malo pomenila, kako se njemu zdi šola, kaj lahko pričakujem v višjih letnikih, ne? Kar je bilo tudi kulsko. Upam, da še me bo kdaj povabili, ker je bilo res svetovno. Ste mogoče videli to novico? Mladi karateisti iz Radgone, ki so v slovenski reprezentanci, so se slikali in kazali Fakiča na svojem grbu. Slovenija je valjda zgrožena, kar je logično, ker to je katastrofa za mene, kaj so oni naredili, kao neki frajeri kažejo Fakiča, pa ga dajo gor na grb, ne? Valjda trener ščiti in govori, da so to bile mlade norčije, da so mladi, bla bla bla. Ali tudi jaz sem mlad, pa ne, hodim zdaj po ulici, pa rečem fuck you, pa nekaj o grbu, pa to. To je vseeno tvoja država, ti ne moš tako delati s tem, neki so vseeno neke meje, ne? In to, kaj so šli oni narediti, kao neki frajeri, pa to je katastrofa, če mene vprašaš, ne? To je lahko hudo sram. In upam, da bo fasali kar fajn kazen. Če mene vprašaš, bi bila kazen taka, da ne morejo več nikoli priti v reprezentanco, ker oni bi mogli biti tako hudo ponosni, da so v reprezentanci, ki jo bo zastopali po celem svetu, ne? In pol, da tam oni vidijo, da oj kažejo Fakiča na svojem grbu, to je fucking katastrofa, ne? Če mene vprašaš, res katastrofa. Povejte mi, kaj si vi mislite, pa kako bi dali vi kazen v komentaru, ampak to, kaj so šli narediti, pa je preko meje, ne? No, da vam zdaj povem eno zgodbico, ki se tiče moje najboljše prijateljice Lenine. Ja, tu sem ji skoraj roko zlomil. Mogoče eni že veste, mogoče ne. Drugače Lenina trenira rokomet v Avstriji, ker je res ful dobra v rokometu. Ta vsakati čas Lenina še enkrat, kaj se je njej zgodilo, ne? Zdaj bom povedal približno zgodbo, ne vem točno, kaj se je zgodilo, ker sem že malo pozabil, ampak povedal bom, koliko se spomnim. No, bila je na neki tekmi, in jo je en Avstrijec, zdaj ne vem, če je bil trener ali je bil v reprezentanci nekaj, ampak neki pač Avstrijec, ki se s tem ukvarja. In sta se ona nekaj pogovarjala in je pol omenil, da če bi ona prišla igrati v avstrijsko reprezentanco. Lenini pa je toliko pomenilo, da igra za svojo državo, da mu je nekaj v tem smislu rekla, poslušajte to zdaj. Da ona nikoli ne bo menjala Triglava za Orla, kar je meni bilo savage mode, da dol padeš, da mu je šla to reči, tako da res wow, ne? Zdaj pa si vi pogledajte njo, kako ona spoštuje svojo državo. Mislim, zdaj pa si pogledajte njih, ne. To je katastrofa, kaj so šli narediti. Vsaka država ima svoje simbole. In naši simboli so himna, grb in zastava. In oni so šli neke vrste pluvati po eni izmed teh in to je grb, oziroma po celi državi, ne. To je bilo, preko meje je bilo, no. Vsi se delamo, veš, iz sa norca, ne, kar je po eni strani normalno, ampak nikoli se pa ne delal norca iz svoje države, svojega grba, svoje himne, svoje zastave, naprimer, ker to je pač totalno debilno in izpadeš res retard, če veš to narediti, ne. In verjamem, da se ti dečki isto počutijo in upam, da se tako počutijo in da se bo nekaj od tega naučili, ker jih je lahko fucking sram. Alo, zdaj mi povejte, kdo ima bolj jače fane kot jaz, zaradi tega, ker naprimer Rok Jevnikar si je šel na svojo steno narisati moj logotip. Poglejte si to. Ta stari vsakati čas šel to narediti, ker sem videl, da si imel tudi od Anija, naprimer, pa od Perota si imel, pa še enih drugih youtuberov, ampak da sem poleg jaz, mi je še bolj legendarno, da ful ti hvala. Da idite malo pokazati support na njegov YouTube kanal Rok Jevnikar. Zdaj vam nekaj povem, če imate kakšne take fore,
ko se tiče o mene, ali pa neke smešnice, ali pa neke mime o meni, tu so lahko mimi, tu se lahko delate norca iz mene, lahko pluvate po meni, to meni nič ne moti. Mi prosim pošljite na moj Instagram profil, da lahko dam vas to noter video, pa vas omenim, ker mislim, da bo kar kulsko. Zdaj pa moram shoutoutat eno budalo in to je slovensko budalo. Alo, mene briga, če jaz te nisem všeč, ampak ti si meni taka legenda, prisežem. Alo, on je naredil celi TikTok o meni in se je delal norca z mene in mojega videa, ko sem vam predstavil 10 slabih navad ljudi, ta si prosim pogledajte tudi TikTok. Oskar, to pa zgleda zelo okusno. Kak je bilo to dobro, ja, daj pes beži, ker sem tak horni, da še nam tebe ki. Kaj je to zanimivo. Gled to pes. Si videti to, kak ima, Alo, mene je to en sošolec poslal, jaz sem crkovalec smeha. Tako da, gledaj, če imate kakšne take finte, mi pošljite in boste omenjeni. Pred dnevi se je začelo pustovanje na Ptuju. To potekalo skozi celi mesec. Idite si pogledati, če vas to zanima, ker danes to je cela Slovenija nori za tem in se vozijo iz Kopra, da grejo tiste maske si pogledati. Ampak jaz bom posnel par takih kratkih videov, kjer vam bom predstavil etnografske maske iz Ptuja in okolice. In ne obstaja samo kurent, ampak obstaja še ogromno drugih, še bolj zanimivih mask, kot pa kurent, korent, pa ne vem, kako se še imenujejo. Se opravičujem za tiste, ko rečete korent ali kurent, ampak je toliko tih izrazov za tega kurenta, da še sam ne vem. Tako da, če vas zanima, si pridite pogledati te videe, ker bo kar kulski in poučni. Mogoče boste kdaj v šoli to rabili. Pa valjda zaradi splošne razgledanosti, ne? Ni zakaj, zahvalite se mi kasneje. Evo, video se mi je zdaj pridružil Etijan, a.k.a. Mravla, idite se subati na njegov kanal, Mravla. Mi bomo gledala Mad Lipse, če ne veste, kaj je to je ena aplikacija, kjer ti predvaja en video in ti prej govoriš neke fore, kaj bi to lepše razložil? Smešnice so tam gor. Sinhroniziraš, ne? Sinhroniziraš, točno to, sinhroniziraš neke videe in lahko narediš res smešne. Teda, mi jih imamo par tu in si jih bomo pogledala, pa da vidimo, če so sploh smešni. Veš, kak nastane biftek? No. Božička zmelejo. What the fuck, to je smešno. Sej ni. Ni smešno. Alexa, can you tell me a nice joke? Ja, bojde se tek stara, da si še Jezusu Jurija dolžna. Dolgo stilno gremo mi, pili bomo 3 noči, žena že doma nori, nam pošlo duše diši, Tega zadnji. Alo, da ne povem, jaz se pri takih stvarih ne smejim, ki mi niso smešne, ne. Sem zdaj pač večer, pa je še bolj smešno. Zakaj ni kekca 3. del? Zakaj? Ker je v pašteti. Razumeš, pašteta kekec. Razumem. Spoštovani potniki, govori kapitan Koren. Piva nam je zmanjkaj! To je smešno. Čuješ, ko ti vajš, ki je Hajduk v Splitu, opošni mi kitu. To smo tak mi dva. To sam ja med poukom. Direkt. Bruder, fukni neki Jägermeister, ven da se maga znažrla. Ne, Jäger, borovničke bodam, borovničke, ne, Jägermeistra mi daj. Sana jata ne bo vida, pa ne mama. Ne. Če mali, kako se ti zdi moja žena? Za drag skuk štukljak bo. Jo, zdaj sem ga spusta, lepega, tihega. Kako sem ponosen na ta von, ki me obdaja.
Kateri parašajt za posoditi? A? O, to ja, ne. To tega skadim, te pa rejem službo. To so najni sošolci. Alexa, can you tell me a nice joke? Tvoja mati tak škili, da ko se joče iz solze po hrbti dol tečejo. Dva mati tak škili, da ko iz soje teče, je po hrbti dol tečejo. Mama, debela si ko slon. Ja. Ti boš rož. Dobar dan, papež, dobar dan, papež, kak ste, dobar dan. Ko mi sloto so doma na roko prej pa si srala. Dobro, mi pa zdaj par Mad Libsov pogledala, idete to dol naložiti, ker še imate milijon takih Mad Libsov. Pa koliko sem nas opazil, to večina snemajo prleki, pa pohorci, ne, ta vsaka časa se vam to da snemat, pa da imate sploke ideje, ker eni izmed teh videov so bili smešni, eni so bili pač solidni. Jan, kaj se pa tebi zdeli? Eto, zdaj, kaj bo blizu. Pa vrejo, ne? Pač meni je fora, ne? To ti prleški na glas, ne? To ti je... Ne, se to ali smešno, ne? Ene finte niso smešne, samo Bogu te s prleškim na glasom not skoči, je kar smešno. Ko ga vtrga. Vtrga, ja. Vtrga. Enega bi lahko Mija posnela. Samo nijama takega na glasa, pa še tako brisna nisma. Alo, Mija imaš kaj zdaj TikTok en posnet. Drugač, followajte moj TikTok profil, ko sem si ga naredil za finto, ker ga že imajo vsi, ne, in če nimaš TikToka, nisi in, ne. Imenuje se pa Jack on the Box, tako da idi se followat, ker bomo za en video posnela. Da vam zdaj povem, da trenutno, ko bo šel na tisti profil, ne bo dobenega videa, ali pa bo mogoče bom videl, kako nam bo zdaj ratalo, ampak followaj, ker prida video kmalu. Veš, ko mislim, oni plesi? Ne, plesala ne, to bo cringe. Dobro, zdaj pa še nagradna igra. Sonce mi direkt šaj na veni, ampak je tako hudo lepo, ker sta še ima dva peseka prišla. Ajde, Oskar, grema. Tote svetovne Adidas Star Wars Edition čevlje mi dva podariti nekomu, ampak prvo moramo sploh pogledati, kako izgledajo. Evo, ko odpremo noter, dobimo tam kartico, vidiš, ko spreminja, lightsaber je tam, pa Adidas znak. To me je tak svetovni del, to nimaš pri vsakih čevljih. Ne liži me, no, pujs, lega, Oskar. Evo, zdaj pa so tu, oprosti, zdaj pa so tu čevlji, stari. Gled to, Oskar. Športni, jaz bi rekel temu košarkaški čevlji. Gled to. Zlato, zadaj. Mislim, kdo jih ne je hotel imeti, no, povejte ji po resnici. Si ti všeč, Oskar? Star Wars tu spodaj piše. Ampak meni so svetovni, no. Direkt za nekoga, ko košarko igra, a pa tudi za nekoga, ko pač normalno po mestu hodi, čisto normalni čevlji. Gross Basket pa ima tako hudo rad moje fane, da so rekli, jaka, z Oskarom jih podarita. In točno to je jaz naredil, če ne poznate, če ne veste, kaj je sploh Gross Basket. To je košarkaška, športna trgovina, tam noter imaš od čevljev košarkaških, od oblačil, majic, trenerk, hoodijev, košarkaške žoge, not v trgovini. V Ljubljani še imaš celo košarkaško igrišče, lahko tam na koš mečeš, ko si obuješ nove čevlje, naprimer, da reš sprobat. Ampak glej, če vam povem po resnici, ja idem včasih v njihovo trgovino samo zaradi tega, da idem malo na koš metat, ampak dobro. Ampak res, tam imate najboljšo košarkaško robo. Zdaj pa nagradna igra, ne. Ta nagradna igra bo malo drugačna. Dobro poslušaj, kaj moraš vse narediti, ker ni tako enostavno, ne. Ampak glej, kaj je prvi korak. Pod ta video komentiraj hashtag GrossBasket presledek tvojo številko čevljev. Naprimer, moja številka čevlja je 43, bom napisal 43. Tvoja 39, boš napisal 39. Hashtag GrossBasket presledek tvoja številka čevljev. No evo, zdaj pa še drugi korak. Idite na svoj računalnik, na svoj YouTube, zgoraj desno stidite svojo YouTube profilno, nastavitve, levo vam piše zasebnost, stisnite gor in odklopite vse naročnine na ostanejo zasebne, to odklopite, to drugo stikalo odklopite, ne sme svetiti modro. Tako da, zdaj bo oni videli, če ste vi subscribeni ali niste in boste lahko sodelovali v nagradni igri. Tretja stvar pa je taka.
idi v prvi link, ki je spodaj v opisu in se naroči na Gross Basket Basketball Shop. Oni bodo to videli in če nisi naročen, ne moreš sodelovati. Evo, za te Star Wars Adidas čevlje lahko sodeluješ samo tako, da izpolniš vse te 3 pogoje, ki sem jih zdaj naštel. Čisto vse 3. Tako da, dosti sreče. Z Etijanom pa smo dobila en lepi pozdrav iz Bosne. Pozdravljeno je Meca. Meca je en bosanski youtuber, ki ima skoraj 700 000 naročnikov na YouTube. 700 000. Veš kaj je to? In on je dva pozdravil mene. Jack in the Box je rekel, ker se je zmotil, pač nič narobe, valjda, ker je prvič slišal moje ime. Pa še od Etijana ime je rekel, naj pridemo enkrat v Bosno, da skupaj snemamo en svetovni video. In glej, jaz komaj čakam, da gremo tja. Poglej si. Pozdrav za Etijana i za njihov kanal Jack in the Box, sine. Kad dođete u Cezin vamo kod mene pa ćemo snimati skupa, bit će klipove ludnice. Pozdravi tebi, Meca, vidimo se v Bosni. Dobro, to je bilo vse današnji video. Če ste uživali v njem, lajkajte. Tukaj se naročite na moj YouTube kanal Jack in the Box, tukaj na Jack in the Gamebox, idite na moj Instagram in Facebook profil in se vidimo naslednjič. Reči adijo, 3-4 zdaj, adijo. Adijo. Ne bomo na ono veriti, veš.